nimam veliko časa, da ti predstavim, da ti povem, zakaj pravzaprav gre. 500 konjev ima opravka samo z dobro tono 100 mase. Tale vlog bomo pa tako začeli. Sašo v tem trenutku sediva v enem od samo 5 avtomobilov na celem svetu. Gre za KTM Crossbow GT XR. Gre za avto, katerega konstrukcija je sestavljena praktično izključno iz ogljikovih vlaken. Gre za na neke vrste dirkalnik na cesti z odstranljivim volanom, s karbonskim monokokom. Motor je seveda nameščen zadnji. Gre za motor, ki ga jaz pa Saša že precej dobro poznava. Peljala smo ga v Cupri Formentor, pa v Audiu RS3. Gre za znamenit Audiov 2,5 litrski petvaljnik, ki pa tokrat seveda ni nameščen spredi, ampak za najnim hrbtom. Dobar dan, KTM, komplet mobil, ne? Ajde, sretno. Lega. Dvigne on streho, dober dan. In gleda ga, dober dan. In ta prav. A zdaj je tle kakšen radar bliz. Dobar dan, zdravo. A kaj veste, kakšen radar tle v bližini? Srečno, adijo. Ti si tudi lik, stari model. Prvo manj folka, ki vidi to karbonsko strašilo na cesti, je vleč tvan telefon. Kaj poznaš Brežice? Pojma nimam, stari. Ja, volan je treba vandati, ja. Ja, čau, Damjan, živo. Zdravo. To je pa živo tole vira, to je pa spektakel. Čak, gdje pomnite 6? Idemo pa 6. To pa je vaja, no? Gledam, s tem ne greš v trgovino. Kdaj? Dobar je. Pogled, koliko je on visoka, je treba avto spati. A si videl zdaj, kako folk porajta takšen, kako je rekel na cestnini, Batmobil, to je res noro. Ok, zdaj pa dajmo malo zadihati, nimam veliko časa, da ti predstavim, da ti povem, zakaj pravzaprav gre. Ime torej že poznamo, KTM Crossbow GT XR. Le, v osnovi ne moram reči drugače, kot to, da v tem trenutku gledaš street legal dirkalnik. Tablico ima, homologacijo ima, crash test so naredili. In kar ti lahko povem po prvih parih nekaj kilometrih je to, da je tale KTM zares zelo surov, pa da boš res dobro razumel, zakaj pravzaprav gre, v kakšnem razmerju govorimo, najboljš da podatku o masi prepnem zraven še konje. 500 konjev ima opravka samo z dobro tono 100 mase, zunaj pa tudi znotraj so ogljikova vlakna, torej carbon fiber, in ker rečem vse zares tako tudi mislim. Kamor pade tvoje oko, ne boš videl praktično nič drugega. To, koliko pravičeno se folk za nama dere Batmobil, lahko sam presodiš, ampak prosim te lepo, poglej to. Pojmo naprej. Od 0 do 100 rab 3,4 sekunde. Od 100 do 200 pospeš v manj kot 7 sekundah. Končna hitrost je pa, Saša? 280 km/h. Ti zdi spoiler groteskno dirkaško velik, je to zato, ker je narejen po vzoru dirkaške serije GT2, kjer boš videl dirkalnike Crossbow. In tisti prav, Saša, v resnici po videzu niso dosti drugačni od vsega, kar gledaš ravnokar. Lej, koliko je velik, stari moj, no. Dimenzije koles spredaj 19, zadnji 20, lahko pa natakneš spredaj tudi 20, pa zadnji 21. Pri bremzah je pa tako, ne? V osnovi gre za izdelek od Brembota, na katerega usluge se zanaša tudi Audi R8, ampak ne pozabi, tisti avto je koliko 300-400 kg težji od KTM-a, kar pomeni, da so na nek način te žlajfe predimenzionirane oziroma imajo s to maso bistveno manj dela, kar pomeni, da so lahko tudi učinkovitejše, konec koncev se pa tudi znucajo pozneje. V primeru testnega vozila so navadne, lahko zbereš pa tudi keramiko, to je pa eno od
tistih doplačil, ko utegnejo izvorno ceno tega avtomobila, no, pa smo hitro pri denarju, tam okrog 300.000 evrov, povišati za do 80.000 evrov. Pa mogoče še en zanimiv podatek, neodvisno vzmetenje med spredaj in zadaj, seveda, in to je vpeto direktno v carbon monokok. To, da avto nima običajnih špeglov, smo že opazili. Poglej, kamerica namontirana na levi pa desni bok. Saša, zdaj pa prosim te lepo, če odpreš tale kokpit, da pokažem, kaj se nahaja noter. Kaj pa to? Ni veliko avtomobilov na celem svetu, ki bi se znali ponašati s takim party trikom, ne? Da se pripeleš, stisneš na gumb, pa se takole kokpit odpre. Kar seveda pomeni, da je tudi bistveno težji noter pa ven. Veš, koliko je širok rok? Poglej, kot voznik in sopotnik se moraš povzpeti tukaj čez in spraviti v tole luknjo. Ok, zdaj, ko smo pa pri kokpitu, a vidiš, kako hecen je namontiran volan? V tem trenutku ga na tej poziciji, ki tudi približno ni pozicija za voziti, drži magnet. To je pa zato, da greš ti kot voznik lažje ven. Saša, prosim te lepo pokaži, kako se volan namontira. Zdaj smo ga sneli z magneta, pa če sediš noter, ga enostavno tako ne natakneš in to. Ampak zadaj si nekaj zagrabo, neke zlate ročke. Kaj je to? Varovalke morajo biti, ne bi ga lahko kar tako snel. Daj pokaži ta magnet, ker po mojem folk zanima, kako to izgleda. Magnet tukaj, naslon se pa sem, ne. Drugače pa poglej, dva ultratanka sedeža, seveda je osnova narejena iz ogljikovih vlaken. Ki nista nastavljiva, to si povedal. A ja, se res, da mi povej, kaj pa ti nastaviš, če ne moreš zica nastaviti? Nastaviš stopalke, v bistvu porivaš naprej nazaj, ne, glede na to, koliko si visok. Evo, da boš videl, kako približno izgledajo stopalke, te pomikaš proti sebe oziroma jih porivaš stran od sebe, da vse skupaj ne štimaš. Pa bremze pa gasita zelo blizu. Pa tudi pretneš se malo drugače, kot pri običajnem avtu. 4-točkovni varnostni pas imaš. Ena stvar še niso pokazala motorja. Se znava. Aha, okay. Zanimiva reč, je mogoče kdo ne bi pričakoval, ta avto ima tudi 160 litrov pretlaženega prostora, za pretlaženkom je pa potem motor, ki sem ga prej omenil, to se pravi Audijev 5-valjnik. Celoten pogonski sklop, ne, je KTM, tako kot pri prvi generaciji vzel od Audija. To se pravi, ne samo motor, 5-valjnik, včasih je bil tukaj noter 2-valjnik, isti, ki je poganjal Audija, TT Golfa G. Kaj? Včasih je bil 4-valjnik, ne 2-valjnik. Je bil 2-litrski 4-valjnik. To sem hotel reči. Hvala, Saša. Ja, včasih je bil 2-litrski motor, zdaj je večji. Motor je sparjen pa z dvosklopčnim menjalnikom 7 stopenj, tudi to poznamo iz Volkswagen koncerna. Iz Audija, pardon. Značko pokaži, ne. Limited edition? Tudi značko dobi. A pa res le to. Instagram versus reality. Nekaj imam uriti. Dobar je. Play it cool. Imam to. Še smo mladi. Kadarkoli. Pozabil sem več povedati o volanu, poglej, na sredini imaš LCD zaslon, osnoven gradnik je seveda kaj pa drugega carbon fiber, desno pa levo sta pa dobro oprijemljivi površini za Alcantare. Dirkalnik. Vsem sem se odločil, da ga postava tudi na mejo, da ga peljemo na pisto, zdaj smo tukaj na Racelandu, da vidiva kakšen je občutek takrat, ko delaš stvari, ki jih na cesti absolutno ne smeš. Konec koncev pa ta avto za tako podlago ustvaril. Pa še ena stvar, kliki pa klaki, ki pridejo pri prestavljanju skozi. Paš dirkalnik za na cesto, res noro občutek. Presenečen sem na tem, koliko moram pohoditi bremzo, da se zgodi karkoli. Vse je progresivno. Zagrab ful, ampak moraš se pa nasloniti nanjo z vsem, kar imaš. Manj serva, več občutka. Volan je krasno neposreden. Kar hitro se mi zdi, da se lahko povežeš z avtom, ampak po moje greš lahko tudi kar hitro, veliko predelač. Takole, kaj iščeš v prijem.
Kronski dokaz, da zna biti tak avto tudi zelo pasji, ne pozabi, razmeroma kratka medosna razdalja, zelo veliko moči na zadnjo os. Pravzaprav je v tem, kako se obnaša, zelo surov, prvinski. Veš, medtem ko paš ti pri kakšnem Porscheju, dajmo reči GT3, zelo hitro občutek, da si izjemen voznik. Pri tem avtomobilu to ni tako, se moraš drugače truditi, ga moraš boljš poznati, pa na drugačen način obvladati, preden lahko začneš delati to, kar v tem trenutku počne Saša. Volan je zelo neposreden, občutek je res tehnično, surov, prvinski. In nazadnje, ko sem jaz peljal avto s podobnim feelingom, je bil Ford GT, se mi zdi. Skratka, izjemen stroj za track entuziaste in po mojem mnenju tudi izvrstna naložba. 300 000 stari cena za te avtomobile, ki jih bojo mimogrede naredili samo 100 na let in 500 vsega skupaj. Ta avto je naložba, ne sam dirkalnik za na cesto.